Zakon je eden od ukrepov, ki jih sedaj obravnavamo. Gre za nacionalni program visokega šolstva, ki še vedno velja in ga je sprejel ta državni zbor. Gre za zakon o uravnoteženju javnih financ, ZUJF, in gre za nov proračun in zakon o izvrševanju proračuna. Univerza v Ljubljani že praktično od leta 2009 naprej ne dobiva dovolj proračunskih sredstev, da bi pokrila vse stroške študija. Ta razkorak je v lanskem letu znašal 25 milijonov iz izobraževanja in raziskovanja skupaj in 15 milijonov smo še približno nekako pobrskali po vseh različnih predalih, medtem ko 10 milijonov v ta hip še ne vem, kako jih bomo pokrili. Prihodnje leta naj bi se ta razkorak povečal skoraj na 40 milijonov in tukaj je potrebno zdaj, da se z vlado usežemo, da se dogovorimo, kakšna je strategija te vlade za področje visokega šolstva in jaz še vedno verjamem, da je dogovor možen in da takšno stanje, ki bi vodilo v strahotno poslabšanje kvalitete študija, ni dopustno za nikogar. Jaz mislim, da v okviru možnosti je sedanja predlagana sprememba ustrezna. Mislim, da je pravilno, da se pride do pristojne agencije, ki bo delovala kot dejansko neodvisen regulator, neodvisen tako od vlade, kot tudi neodvisen seveda od samih visokošolskih zavodov in univerz. In jaz mislim, da z tega vidika je predlagana rešitev korak v pravo smer, ki je tudi skladna z evropskimi praksami. Študentska organizacija Slovenije je že večkrat jasno izrazila svoje stališča. Zakon je po našem mnenju dolgoročno škodljiv za visokošolski prostor v Sloveniji, prav tako prinaša močen političen vpliv nad Agencijo za nadzorovanje kakovosti v visokem šolstvu in pa daje možnost politike, da bo tako obvladovala tiste zavode, ki so jim mogoče trn v peti. Sedanji zakon dejansko sestavlja NAKVIS iz predstavnikov visokošolske sfere. Torej so to ljudje, ki so dolžni na nek način predstavljati institucije, ki so jih imenovali. Nova zakonska rešitev pa sicer res, tako kot v ostalih evropskih državah, predvideva imenovanje strokovnjakov s strani vlade, vendar pa, ko bodo enkrat imenovani, te strokovnjaki seveda ne bodo predstavniki vlade, ampak bodo morali delovati neodvisno in brez vsakršnih napotkov s strani vlade. Odpuščanja, raziskovalna oprema, ki jo ne bi mogli kupiti, neustrezni prostori in tako, da bi to vse skupaj pripeljalo do tega, da bi študent pač dobil manj znanja. Druge možnosti ni. Slovenija je na točki, kjer se moramo odločiti. Lahko gremo po poti navzgor, torej iz krize, ali po poti navzdol, torej še krizo poglobujemo. Ena izmed stvari je definitivno sprejemanje visokošolskega zakona, ki po našem mnenju zelo močno niža kakovost izobraževanja v Sloveniji in to pomeni, da se bo vedno več študentov, mladih odločilo za izhod v tujino, predvsem zaradi tega, ker se da zgoditi, da bojo naše diplome na evropski ravni manj vredne zaradi nepriznavanja države, pomembne vloge izobraževanja v družbi.